Tudi letošnjo sezono bomo vaše slušno razumevanje preverjali ob zgodbah v knjigah. Izbrali smo tiste, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. Tega podeljuje Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo Mestne knjižnice Ljubljana. Izbor knjig bomo objavili tudi na družbenih omrežjih, saj želimo, da pri nas najdete dobro in tudi zabavno literaturo. Začenjamo s knjigo Roalda Dahla, Poba, ki jo imam pripravljeno tule zadaj. Tu so zbrana pisma, ki jih je pošiljal mami iz internatov, kjer je preživel svoje otroštvo. Ganljive in tudi krute zgodbe govorijo o običajih, pravilih v tistih časih. Prijaznejše so danes šole je presenetilo tudi Marka, ki je z nami bral tole knjigo. Knjigo Poba v bistvu me je zelo ganilo to, da so jih pretepali v internatu, kar glih ni najboljše, pač ne zveni lepo. Učitelji, predvsem, pa tudi ravnatelji. In to je bilo tudi v Franciji in v Angliji. Tako piše Roald Dahl. Upam pa, da je izkušnja šole danes drugačna. Ja. Dobro. Ja. Kako bi primerjal recimo učitelje pa ravnatelje iz knjige pa danes? Se mi zdi, da učitelji pa ravnatelj imajo zelo več morale. Pač v bistvu so učitelji zato, da otroke učijo. Ne zato pač sam, da so tam in da jih pretepajo in da jih učijo neko grobo vzgojo. Kaj pa te je v knjigi najbolj zabavalo? Najbolj zabavno v bistvu me nasmejali, da so greli školko učiteljem. V knjigi do izraza pride tudi sočutje med prijatelji. A se spomniš kakšnega primera? Ja, v bistvu, ko so ga učitelji pa v bistvu ravnatelj pretepali in ko je prišel med prijatelje, so mu sočutje izrekali. Saj danes pa je še vedno tako, ne? Mislim, ne po pretepih, ne po takšnih groznih izkušnjah, ampak med prijatelji si še vedno pomagate, ne? Ja, jaz sem sicer bolj za ljubezenske težave. Kaj to pomeni? To pomeni v bistvu, da če kdo kakšno zaljubljen ali pa kjera v kakšnega, ali pa kdo misli, da je vanjega, se dostikrat pol težave, kar pokaže zelo hitro. Torej si ti človek, na katerega se vsi lahko obrnejo? Ja. Roald Dahl bi bil ponosen. Vprašanje se glasi takole. Marko je zaznal veliko razliko med učitelji nekoč in danes. Po njegovo je bil učitelj nekoč A. Večja avtoriteta od staršev, B. Grelnik straniščne školke, C. Enakopraven ravnatelju ali D. Moralno manj etičen kot danes. Imate 15 sekund. Obe ekipi pravita, da je rešitev D, torej, da je bil učitelj nekoč moralno manj etičen kot danes. Marko pove, da imajo učitelji danes več morale, njihov namen pa je učenje in ne groba vzgoja. Torej je pravilen odgovor D. 5 točk za vijolično in kar 10 za rumeno ekipo, ker ste na to vprašanje stavili svojega Brichtolina. Bravo!